spoštovani gospod veliki kancler, ugledni gostje. Moja naloga je, da predstavim Ravnikarja kot študenta in učitelja v Ljubljani. O tem se kar nekaj že napisanega do sedaj bilo, in sicer o samem teološkem študiju in teološki šoli je pisal docent dr. Matjaž Ambrožič, o samem ljubljanskem liceju kot v najbolj ugledni izobraževalni ustanovi takrat je pripravil izjemno delo dr. Jože Ciperle, medtem ko za francosko obdobje, kratek čas, ko je šlo v glavnem za načrtovanje, pa je pripravil več razprav dr. Janez Šumrada, tako da je veliko stvari bilo o tem obdobju že napisanih in tudi o ustanovah, katerih oblikovalec je bil Matevž Ravnikar. Kot zanimivost bi samo še omenil, da ta izkušnja okolja, s katerega je šla, mu je pač tudi pomagala, da je sam potem podpiral na svoj način delovanje izobraževalnih ustanov, med drugim tudi tako, da je ustanovil več štipendij oziroma ustanov za revne dijake in dve naj bi služili rojakom iz vaške župnije. Osrednja ustanova v tem času v Ljubljani je bil licej, no in na to ustanovo je potem prišel tudi Matevž Ravnikar, najprej kot študent in nato kot učitelj. Kot študent spodbuda je bila strani, kot v mnogih primerih, domačega duhovnika, ki je potem seveda postal njegov dobrotnik velik del življenja in Ravnikar je ohranil nanj lep spomin. V Ljubljani je tako zaključil nemško šolo, nato 6 let je študiral gimnazijo ali latinsko šolo, to je 4 gramatikalne in 2 humanitetna razreda, in maturiral leta 1797. Nato je 2 leti obiskoval filozofijo, reklo se je Črno šolo, imela je tudi ime 7. in 8. šola, in po letu 1799 teologijo. Le-ta je bila edina študijska smer na ljubljanskem liceju, ki jo je bilo mogoče nadaljevati in končati v Ljubljani. Za druge znanosti je bilo potrebno oditi v univerzitetna središča, najpogosteje na Dunaj ali kam drugam. In bogoslovje je torej študiral 3 leta, od 1799 do 1802, ko je bil potem posvečen 31. julija istega leta. Ordinacijski protokoli kažejo, da je v ljubljanski stolnici prejel vse nižje in višje redove leta 1801-1802. Vse višje redove mu je v škofijski kapeli podelil takratni ljubljanski nadškof metropolit Mihael Brigido, in kot materialni temelj za posvečenje oziroma za sprejem prezbiterata so mu služila sredstva Kranjskega verskega sklada. Med sošolci omenjam samo Valentina Prešerna, strica pesnika Franceta Prešerna, daljnega sorodnika nadškofa Antona Vovka, kot je poznano. Drugi sošolci, tudi potem ugledni duhovniki ljubljanske nadškofije in potem škofije, so bili še potem Vincenci Brajer, pa Andrej Fink, Franc Podržaj, Franc Peterka, Jožef Kopriva, Matevž Puhar in toliko drugih, ki so vsi delovali potem na ozemlju ljubljanske škofije. Kot je zapisano v vseh doslej objavljenih življenjepisih, mu je uspešen teološki študij pomagal, da je kmalu prevzel učiteljske vloge. Posvečen je bil že po 3. letniku bogoslovja, potem ko je v istem študijskem letu opravil tudi izpite za 4. letnik, to je leta 1802, da se je tako pripravljal za učitelja dogmatike na ljubljanskem bogoslovnem učilišču. Pomanjkanje usposobljenih učiteljev, do česar je prihajalo zaradi sprememb organiziranega teološkega študija nasploh, in pa seveda iskanje učiteljev, ki bi bili bolj neodvisni od dvora,
kar je v predhodnem obdobju, to je času, ko so delovala centralna semenišča, bil splošen pojav, pa je narekovalo, da so bodoče kadre iskali med bolj zavzetimi študenti. Ljubljanski licej je bil obnovljen z dekretom, oziroma obnovil je študij teologije junija 1791. Zato je bila še isto leto, novembra, po zavzemanju nadškofa Brigida odprta teološka fakulteta in je začela delovati pri vseh katedrah razen moralke. Dodeljenih je bilo 7 učnih moči, trajanje je bilo omejeno na 4 leta. Ljubljanski teološki študij je ostal v okviru liceja vse do njegove reorganizacije leto pomladi narodov leta 1948. Specializirane ustanove, ki bi omogočila doktorski študij, pa še ni bilo. To se je potem zgodilo šele leta 1816, ko je na Dunaju zaživel zavod Frintaneum, ki je potem omogočil doktorski študij oziroma bivanje tam doktorskim študentom. Tako se je teološki študij v Ljubljani postopoma obnavljal, potem ko je bil skoraj 10 let prekinjen, leta 1983 je bil namreč odpravljen. In so se teološki učitelji in semeniški delavci razkropili na vse strani, velik del je šel v Gradec, nekateri tudi drugam. In zato je bilo to obdobje, v določeni meri lahko rečemo, improviziranja. Hitro menjavanje učiteljev, iskanje novih moči. Določeno je bilo, da so vsi učitelji do pridobitve doktorskega naziva imeli naslov lektorja. Od 7 študijskih predmetov in 7 učnih moči so že v letu 1992 prešli na združevanje predmetov in manjšanje števila učiteljev. Imenovani so bili učitelji za moralno in pastoralno teologijo, za hermeneutiko, za cerkveno pravo in zgodovino ter dogmatiko. Slednja ni bila združena s kakšno drugo katedro, ampak je bila samostojna. Dogmatiko so predavali Janez Treter, Jakob Sorčan, Janez Fabris in v študijskem letu 1801-2 dr. Jožef Valant, ki je bil sicer učitelj moralne in pastoralne teologije. Če gledamo v teološki disciplini dogmatiki, osrednji teološki predmet, kateremu je navadno poleg bibličnih vsebin veljala največja pozornost, kar malo preseneča, da so se učitelji menjavali tako hitro in da nadškof Brigido ni namenjal večje pozornosti iskanju usposobljenih učiteljev. Ko rečemo, da je to eno od znamen, da je bilo sedaj pomanjkanje ustrezno usposobljenih predavateljev in da so bile nujne začasne rešitve. V tistem zadnjem letu, ko je študiral Matevž Ravnikar, ni bilo torej samostojnega učitelja za dogmatiko in zato seveda so iskali med študenti nekoga, ki bi bil bolj obetaven. In ko je bil leta 1802 opravljen ponovni konkurs za učitelja tega predmeta, se je zato prijavil edini dotakratni repetitor za ta predmet v semenišču. In to je bil Matevž Ravnikar, der einzige Konkurrent, beremo v tem dokumentu. Vprašanje, na katere je moral odgovarjati, je pripravila notranja avstrijska vlada. Torej ta izpit je bil pisan in je bil opravljen v navzočnosti enega od teoloških učiteljev. Poleg tega pa je moral imeti še ustni nastop pred vsemi učitelji teološke šole. In sicer ga je imel 7. julija 1802 v latinskem jeziku. Nastop je izvedel, kot beremo v zapisniku, v ustreznem jeziku, povezano in suvereno. Z njegovimi odgovori so bili učitelji zadovoljni in so poudarili v tem svojem poročilu, da je prekašal svoje sošolce v vseh predmetih, zasebnim učenjem pa si je pridobil vrsto dodatnih znanj. Znal je grško, hebrejsko, italijansko in francosko. Pri 27 letih posedoval torej izjemno izobrazbo
in kazal zelo dobre obete za naprej. Zato mu je bilo dovoljeno, da je zadnje leto študij končal predčasno in se potem po formalnostih vključil lahko v učiteljsko ekipo na liceju. Dobil tudi podporo kranjskega deželnega glavarja, grofa Hoinvarta, pri katerem je bil v času obiskovanja gimnazije učitelj in si na ta način tudi služil sredstva za življenje v Ljubljani. Tudi Dunajska komisija, ki je potem pregledala te dokumente, je dala zelo pozitivno mnenje in potem, ko je dal soglasje cesar Franc I, je bil 6. novembra 1802 Ravnikar potem sprejet učiteljski zbor. Teku istega leta je bilo tudi urejeno potem plačilo za njegovo delo, za kar se je zelo zavzel rektor liceja dr. Jože Valant. In tako je potem postal učitelj dogmatike na ljubljanskem liceju, na teološkem študiju in je to upravljal potem vse do leta 1827. Njegov predmet je bil na urniku v 3. letniku v obeh semestrih. Predavanja so bila v latinščini in sicer 9 ur na teden. V istem letniku je bila na vrsti še moralna teologija, tudi ta 9 ur tedensko. Uporabljajo učbenike, ki jih je preverila in odobrila Dunajska študijska dvorna komisija in škofje na to niso imeli nobenega vpliva. Učbenik, ki so ga uporabljali, bil učbenik Engelberta Klüpfla v 2 knjigah Osnove dogmatične teologije, predmeti pa standardni, kot že v predhodnih stoletjih, de uno et trino, de creatione, de incarnazione, de gratia, de sacramentis et de eschatologia. Šlo je za pozitivno dogmatiko, ki je temeljila na biblično-patrističnih argumentih, brez kakšnih velikih spekulativnih razsežnosti. Pomemben prispevek pri izobraževanju kranjske duhovščine in uveljavljanju slovenskega jezika tako na cerkvenem področju pri poslovanju, kot tudi v javnih nastopih, je bilo Ravnikarjevo zavzemanje in uspeh pri ustanavljanju katedre za slovenski jezik v ljubljanskem bogoslovnem učilišču. Prošnja je bila pripravljena konec leta 1815, katedra pa je zaživela 2 leti kasneje. In prošnja, kot je bila utemeljena, smo tudi slišali, gospod veliki kancler je omenil nekaj iz te utemeljitve. Slovenščina se je potem izkazala kot zelo koristen predmet, ne samo pri pastoralnem predmetu, ki jo je sicer že v predtem času uporabljal Jožef Valant, on je poučeval v slovenščini in se skliceval na prakso, ki je bila dotedaj, ker so v nemškem prostoru poučevali ta predmet v nemškem jeziku. V tem času kakšne posebne organizacijske vloge pri študiju teologije Ravnikar ni imel, kajti to so vodili študijski direktorji na teologiji, kot so bili Jožef Valant, Anton Klementini, Urbana Žbe, Andrej Albrecht. No, kot sopljen za dogmatiko je potem Ravnikarja nadomestil za 2 leti Tomaž Friedrich in po letu 1929 je to prevzel Andrej Golmajer, poznejši goriški nadškof. In je bil tudi Ravnikarjev študent. Vodstvo liceja, torej kot učitelj dogmatike, sedaj pa nekaj besed o tem, on je bil tudi v vodstvu liceja in tudi direktor filozofskega študija. V okviru ljubljanskega cesarsko-kraljevega liceja so delovale 3 študijske smeri. Mi poznamo tam, kjer je današnja tržnica. Liceji so bili poleg Ljubljani tudi v Gradcu, v Celovcu, v Gorici. 3 študijske smeri, filozofska, mediko-kirurška in pa teološka. Večkrat je prihajalo do reform teh študijskih programov, vendarle, kdor je želel z liceja nadaljevati študij na univerzi in študirati recimo pravo ali teologijo ali medicino, je moral končati še 3. letnik filozofskega študija. V Ravnikarjevem času je bilo to mogoče na Dunaju ali kakšnem drugem univerzitetnem središču,
po letu 1813 tudi na Graškem, ni pa se izkazalo kot uspešno njegovo prizadevanje, da bi tudi v Ljubljani uvedli 3. letnik filozofije. Filozofski študij je služil kot oblika pripravljalnice za druge vrste študija. Mediko-kirurška šola je imela še babiško šolo, vendar je bila imela značaj obrtniške šole kot visokošolski študij, pravo medicino je bilo treba iti študirati drugam. Večino predmetov so bila predavanja v latinščini, ki so si jo morali slušatelji osvojiti v času gimnazijskega študija, in v latinščini so bili tudi izpiti. Po odločbi cesarja Franca I. leta 1817 je Ravnikar prenehal s predavanji na filozofski šoli in je prevzel vodenje ljubljanskega liceja. Razrešen je bil tudi naloge priprave nedeljskih ekshort za študente liceja. Z istim odlokom je bil za učitelja verskih predmetov na liceju in za pripravo ekshort imenovan Jožef Dagarin, poznejši župnik v Kranju. Ravnikarju je pripadala letna plača 800 goldinarjev, Dagarinu pa 400. Za enoletni mandat rektorja liceja je bil izvoljen še v letih 1819, 22 in 25. Obenem je moral o prvi izvolitvi izreči prisego cesarju, zvestobu cesarju, in to je storil 23. decembra 1817. Naloga rektorja liceja je bila, da je koordiniral in nadziral predavanja, izpite in dokumentacijo vseh študijskih smeri. Samo za ilustracijo, v začetku stoletja je na liceju bilo 8 učiteljev. Ob koncu tega načina delovanja, leta 1848, pa 33. Leta 1815, torej ko postane Ravnikar rektor liceja, je bilo vpisanih 208 slušateljev, 109 na filozofskem in 99 na teološkem programu. Naslednja leta je potem število naraščalo, padalo, ampak vedno je bilo preko 200-250. Iz dejstva, da rektorjev liceja niso redno volili, se vidi, da je bila pomembnejša vloga direktorjev posameznih študijskih smeri. Sicer pa so se kot rektorji liceja vrstili zastopniki posameznih študijskih smeri. Naloge direktorja filozofskih študijev na liceju pa je Ravnikar opravljal od leta 14 do aprila 27. In tej vlogi, torej kot direktor filozofskih študijev, je ocenjeval, nadzoroval, zasliševal, sprejemal poročila profesorjev, predvsem izpolnjene kataloge o učencih in njihovih ocenah, jih opominjal in grajal, ni pa se z njimi posvetoval o študijskih problemih. Tako je nadzoroval čas njihovih predavanj in učbenike, po katerih so morali predavati. Spremljal je predavanje in ugotavljal skladnost predavanja s vsebino in načeli predpisanih učbenikov. Ugotavljal je tudi, ali profesori res predavajo in ne narekujejo, kar je bilo prepovedano. Sodeloval je pri kolegialnih izpitih, to je bila kontrola znanja, to so bili skupinski izpiti, torej, oziroma skupina učiteljev je nadzorovala študente pri njihovih izpitih. Določal je termine izpitov in tudi sam predsedoval. Skrbel je, da so posamezni učitelji pri svojih predavanjih uporabljali predpisane ali odobrene učbenike, da niso spreminjali študijskega programa in da je dal soglasje, če je pri tem šlo za spremembe. V njegovi pristojnosti je bilo pripravljanje predlogov za podeljevanje štipendij, dovoljen za oprostitev plačila šolnine. Študijski direktor je tudi skrbel, da je imela šola ustrezne predavatelje, on je dajal deželnemu glavarstvu predloge za zasedbo določene katedre. Kot direktor filozofskih študijev pa je moral Ravnikar skrbeti za red in disciplino in ukrepati, če je šlo
kaj narobe oziroma je prišlo do kršitev. Če so recimo katerega od slušateljev zalotili pri obiskovanju gostiln, je to izvedel študijski direktor, ki je na to poskrbel, da se je prekršek poznal pri oceni izvedenja. Menjavanje učiteljev na liceju je zahtevalo, da je občasno prevzemal tudi predavanja z filozofskega področja, za kar si je pridobil potrebno kvalifikacijo in opravil zahtevani izpit. Ko sem omenil kot direktor filozofskega programa, se je trudil, da bi uspel v Ljubljani uvesti še 3. letnik, kar bi potem omogočilo, da bi nekateri lahko šli potem direktno iz Ljubljane na univerzo, mu pri tem ni uspelo. Svoj prispevek je Ravnikar dal tudi pri uveljavljanju študija pedagoških predmetov na liceju v Ljubljani. Leta 1815 je kot začasni rektor liceja in kot začasni direktor teoloških in filozofskih študij uvrstil pedagoška predavanja na teološko fakulteto. Čeprav je to dotedaj ta predmet sodil med izbirni predmet na filozofski šoli. Po mnenju Waltera Schmidta in Jožeta Ciperleta je bila takšna Ravnikarjeva odločitev izraz njegovega namena, da bi bil v Ljubljani uveden še dodatni letnik filozofskega študija. Zadevo je razjasnila Centralna organizacijska dvorna komisija, ki je obvestila Ljubljano, da spada pedagogika k filozofskim študijem, čeprav je obvezna za teologe v 2. letniku. In tako so potem od tedaj naprej imeli pedagoške predmete. Poleg teologov so jih morali obiskovati še vzgojitelji, ki odslej niso smeli prevzeti vzgojiteljske službe, če niso poslušali pedagoških predavanj. Pa tudi kandidati za javne profesorske službe na gimnazijah in filozofskih študijih, slušatelji, ki so bivali konviktih in štipendisti. Po letu 1815 se je tako osnovnošolska pedagogika oziroma metodika in katehetika poučevala v Ljubljani na teološkem študiju, visokošolska pedagogika z didaktiko pa na filozofskem študiju. Med Ravnikarjevimi študenti na liceju je seveda bila cela vrsta znanih slovenskih kulturnikov iz prve polovice in sredine 19. stoletja, kot smo že slišali, Prešeren, Čop in toliko drugih, in med drugim tudi kar 6 poznejših škofov. Omenil sem že Golmajerja, goriškega nadškofa, Anton Peteani, poreški škof, Franc Kutnar, lavantinski škof, Jernej Legat, tržaško-koprski škof, Andrej Mešutar, naslovni škof Sartski in pa seveda Friderik Baraga, škof v Marketu. Samo par besed o njegovi vlogi kot kanclerju centralnih šol. Šlo je za francosko obdobje, torej, ko so skušali Francozi pri nas upeljati tudi šolski sistem, ki je bil znan pri njih, vendarle je to prišlo samo do začetkov, kajti sistem dokončno ni bil izoblikovan in je bilo zelo malo tistega, kar so načrtovali, tudi uresničeno. Vse skupaj je imelo značaj začasnosti. V tem, rekli tako, visokošolsko zamišljenem programu, ki je bil kopija francoskega šolskega sistema, je Matevž Ravnikar prevzel naloge kanclerja novih centralnih šol, medtem ko je njegov učiteljski kolega z liceja Jožef Valant pa je upravljal naloge rektorja. Šlo je za pravo visoko, po načrtu vsaj visoko šolo francoskega tipa, ki je imela vse značilnosti univerzitetnega študija in je bila rezultat novega šolskega sistema, ki so ga uvedle francoske oblasti, in imela naj bi tudi pravico podeljevati akademske nazive. Šola je začela delovati s študijskim letom 1810-11 in je v resnici predstavljala najvišjo izobraževalno ustanovo. Poleg nje naj bi te šole bile v Ilirskih provincah še v Zadru, Ljubljani, torej za slovenski del, in pa v Zadru. Otvoritev je bila novembra 1810 v maršalovi navzočnosti. Vpisovali so študente,
ki so bili stari 18 ali 19 let, to je bila seveda naloga kanclerja, in vsako naslednje leto so odprli novi višji letnik. Vendarle nobena študijska smer ni dosegla vseh letnikov. Predviden je bil 4-letni študij, le za medicino in kirurgijo je bilo načrtovanih 5 let. In to nalogo kanclerja je Matevž Ravnikar opravljal od 1810. do 13., ko se je francoska oblast zaključila. Na centralni šoli, ki je obsegala 5 smeri, za zdravnike in kirurge, za inženirje, za arhitekte, za pravnike in teologe, je predaval dogmatiko in svetopisemske vede. Valant pa je predaval moralko in cerkveno zgodovino. Predavanja so bila večinoma v latinščini in francoščini, deloma italijanščini in nemščini, dokler slušatelji ne bi popolnoma obvladali francoščine. Ker so centralne šole delovale le 3 študijska leta, ni študija zaključil nobeden od študentov. Lahko pa so ga potem nadaljevali samo teologi, kajti ta program se je nadaljeval in so imeli potem možnost študij tukaj tudi zaključiti. Leta 2014 so avstrijske oblasti obnovile star šolski sistem, ki pa je vendarle doživel vrsto sprememb, čeprav je ostal v temeljih isti do revolucionarnega leta 1948. Samo še za zaključek besedo. V vseh različnih vlogah, ki jih je opravljal Matevž Ravnikar v Ljubljani, je bistveno posegal na delovanje izobraževalnih ustanov in s tem seveda zaznamoval generacije študentov, ki so iz teh ustanov išli. Zlasti, če potem še omenimo, da je povabil k sodelovanju tudi Franca Metelka in je potem svoj prispevek dal tudi na tem področju. In hvala lepa za vašo pozornost.